Dajmo pogledati prednosti zlata, ne? Pa potem še slabosti, seveda. Ne? Prednost je prva, ne, da je to stvarna vrednost, tako kot pri nepremičninah. Druga stvar, ki mi je všeč, je, da zlato vrednost skozi čas raste. Vidimo, recimo, ne, v zadnjih 20 let je lepo zraslo. Ne? Potem tudi ta nihanja pri zlatu, ki so relativno majhna. Kar se tiče likvidnosti, zlato je eno najbolj likvidnih trgov na svetu. Čez noč praktično, ne, lahko prodaš zlato, ni problem, ni tako kot pri nepremičnini. Ne. V parih dneh imaš denar na računu, v vsakem primeru. Nobenega davka ni, pri nepremičninah sem 3 omenil, ne, pri zlatu nobenega davka. Cene niso razgrete, trenutno to sva prejle govorila, ne, ko si rekel, zakaj je tako poceni zlato. In v primeru krize ima zlato nenormalno potencial za rast. Ne. Se pravi, glih nasprotno kot pa nepremičnine. Ne. Pri nepremičninah, če bo kriza, bojo padle, ne. Pri zlatu bo pa ravno nasprotno, ne, po vsej verjetnosti. Poleg tega je to še deljiva naložba, ne. Če na to pazim, ko kupujem zlato, da malo razdrobim, da ne kupujem prevelike apojene, ne, imam v bistvu deljivo naložbo in lahko delno odprodajam, tako kot mi moje potrebe velevajo, ne.